Živijo, tukaj, vi gledate Matanes, jaz tukaj razlagam mato na najbolj easy način. Danes imamo še ta zadnjega od osnovnih matematičnih zakonov. In tega uporabljate, kadar želite nekaj izračunati na hitrico in oziroma na easy. In to je zakon o razčlenjevanju. To me nekako spominja na biologijo in na členonosce, ki smo jih imeli. Ampak zdaj pa pustimo to, da ne bom predaleč Torej, zakon o razčlenjevanju. To uporabljate, kadar želite nekaj spretno izračunati in je ful vredno, da si ga zapomnite, ker ga boste uporabljali večino časa. Zdaj pa, ko smo to razčistili, kaj v bistvu je? No, zakon o razčlenjevanju ima dve pravili, ki sta zelo pomembni. Če eno uporabite, to ni v redu, morate obe uporabiti, ker drugače lahko pride do katastrofalne polomije. Lahko pride tudi dim ven iz računa. Ne se hecam, ampak ja. V bistvu gremo kar na ta prvo pravilo oziroma na razčlenjevanje samo. Tukajle v bistvu razčlenjevanje je, da število lahko razčlenimo na vsoto ali razliko večjih različnih števil. Kaj to v bistvu pomeni? No, tukaj imam število 52. In zdaj pa, to, če bom razčlenil, lahko razčlenim na primer 50 plus 2, ne? 50 plus 2, 52. Easy. Ali pa lahko razčlenim tudi na minus, ne? Na razliko, torej 60 minus 8. In 60 minus 8 je 52. Easy. Ali pa lahko tudi malo večje število, na primer 100 minus 48 in to je 52. Lahko imam tudi 10.000 minus 9.948 in to je že spet 52. Samo da so to velika števila, vidite. Dokler je ali razlika ali pa vsota večjih števil, pač to število, ki ste ga razčlenili, je to pravilno, ne? Ja, pa običajno sta dve števili, ni pa nujno, da so vedno, ne? In če ste opazili nekaj, a vidite pri teh razčlenbah, kaj je zelo podobno? No, tukaj 50, 60 in 100, vse to so desetice in pač stotica, ne? Ampak zakaj so desetice? Zatega, ker z deseticami lažje računamo. Lažje računamo, če imamo število pa pol sam ničle, pa če imamo 7, 3, 8, 4, 9, 2 in tako naprej nam sploh nadaljeval. Torej ja, zdaj vemo, kako razčlenimo števila. Zdaj pa gremo še na postopek, oziroma tukaj imam že napisan račun. 4 krat 52. To bi uradno računali, da bi šli 2 krat 4, 8, pa bla. Ne bomo tega delali, ker bi rabili še napisati, ampak uporabljali bomo zakon o razčlenjevanju. Torej, kako bomo zdaj to naredili? Napišemo 4 krat, pol pa zdaj smo vzeli tukajle ta število 52, ki smo ga že razčlenili, in v oklepaje napišemo razčlenbo, v tem primeru bomo vzeli 50 plus 2, ne? Napišemo 4 krat v oklepaju 50 plus 2. Bomo na koncu videli, zakaj so oklepaji toliko pomembni, ampak imamo takole napisano množenje, da je 4 krat, pol pa v oklepaju še 2 ali več števil, izračunamo takole. Vzamem, torej bom naredil, da si boste lažje predstavljali. Najprej pomnožimo ta prvo število, najprej pomnožimo to število, ki je tukaj, s prvim številom in pol isto naredimo s drugim številom, pa z vsemi števili, ki so v oklepaju. Torej zdaj napišemo 4 krat 50. In zatega, ker je tukaj plus, če bi bil minus, bi napisan tukaj minus, ampak ker je tukaj plus, napišemo 4 krat 50 plus 4 krat 2, ne? 4 krat 50 plus 4 krat 2. Evo, zdaj imamo to napisan in sam še izračunati moramo. Torej 4 krat 50 vsi vemo 200, ne? In zdaj tale plus sam prepišemo in če 4 krat 2 je 8, ne? Torej 200 plus 8 je pa 208. To vsi vemo, ne? Easy. To je pravilen postopek. Kakšna polomija bi pa bila, če ne bi napisali oklepaja? No, to pa bi v bistvu pol bilo tako videti. Te črte tukajle ne bi bilo, zato ker ima množenje prednost, če ni oklepajev. In bi izračunali v bistvu samo 4 krat 50, ki je pa 200, pol pa samo sešteli 2. 200 plus 2 je pa 202, ne? In 202 pa 208 sta različni števili. Za 6 različni.
Torej, vidite, da je polomija, če oklepaji spustite. Hashtag oklepaji pomembni. Ne se hecam, ampak ne, dobesedno so pomembni. Evo, torej, če grem sam še na hitrca, razčlenjevanje je v bistvu, če imamo eno število, lahko število razčlenimo na torej vsoto ali razliko dveh ali več različnih števil. Ok, postopek pa je tako, da napišemo 4-krat v oklepaju razčlenjeno število, v tem primeru 50+2, in to pol izračunamo tako, ne pozabiti na oklepaje in kadar imamo množenje pa pol oklepaje, takole izračunamo. Ampak v bistvu, kako vam je to pomoč, če morate cel list papirja uporabiti, da napišete en račun? No, ni, jaz sem to na dolgo napisal, da ste lahko vi videli postopek, ampak zakon o razčlenjevanju je pa v bistvu, torej naslednjič, ko boste videli račun 4x52, v glavi na pamet izračunate, torej, 52 je 50+2, torej 4x50 je 200, plus 4x2 je 8, torej 200 plus 8 je pa 208, Torej, ne rabite nič napisati, edino, če bo učiteljica od vas zahtevala, ampak ne, na pamet. In, 208 je pravilen, ne pozabiti na oklepaje, in zdaj gremo pa še na drug primer. Evo, sem že nazaj. In zdaj imamo pa primer 12x37. Ok, res da je malo bolj zahteven, kot 4x52, ampak vsem bomo speljali na easy. Torej, najprej bomo 37 razčlenili, ker je zakon o razčlenjevanju. Torej, lahko bi dal 30 plus 7, ampak en se da je 3 lažji računati, pač množiti z 12 pa 7, Zato ga bom napisal, da je to enako 40 minus 3, 40 minus 3 je pa 37. Gremo zdaj na postopek, kot mev. Ok, torej 12x37 bom napisal 12 krat oziroma krat. Zdaj pa bom vzel drugo barvo in dal oklepaj 12. Zdaj pa dam v oklepaj 40 minus 3, če mi bo krivo napisala. Ok, 40 minus 3 je enako. Zdaj imamo napisana prvo stopnjo postopka. Ok, zdaj iz tega lahko nadaljujemo tako, da napišem. Oziroma, da naredim najprej to takole, da lahko vemo, kaj s čim pomnožiti. Torej, najprej bomo pomnožili 12 krat 40, 12 krat 40. In bom dal zdaj minus, zato ker je tukaj na minus. In bom napisal 12 krat 3. Evo. Enako. Zdaj pa to lahko izračunamo, ampak veste, kako bom v bistvu najhitreje izračunal, tako da bom še enkrat uporabil zakon o razčlenjevanju. Najprej bom v bistvu 12 razčlenil, da 10 plus 2, Zdaj pa 10 krat 40 je 400, in 2 krat 4 je pa 8, torej 400 plus, 2 krat 40 je pa 80, torej 400 plus 80 je pa enako 480, Sem še enkrat uporabil zakon o razčlenjevanju. In isto lahko naredim tukaj pri 3. Torej, 10 krat 3 je 30, in 2 krat 3 je 6. Torej, 30 plus 6 je pa 36. Čist easy, vidite. Še enkrat sem uporabil zakon o razčlenjevanju. In zdaj to izračunam. Torej, 480 minus 36 je, tokrat pa ne bom uporabil zakon o razčlenjevanju, bom kar na pamet, ampak 480 minus 36 je pa ena lepa cifra, oziroma številka, 444, oziroma 444. To bom takole naredil. In to je v bistvu zdaj še za 37 krat 12. In že spet, to bi na pamet izračunali tako, da bi šli torej 12 krat 40, torej 10 krat 40 je 400, plus 2 krat 40 je 480, ok, to zdaj minus, torej 12 krat 3 je 30, plus 6, torej 480 minus pol 36 je pa enako 444. Ne bi rabo nič od tega napisati, ampak spet, da lahko vi vidite.
Glavno, to je to, čisto izjemno, ne? Ja grem samo še na hitro. Razčlenjevanje je v bistvu lahko število razčlenimo na vsoto ali razliko večjih različnih števil. Okej, in če postopek je, napišemo 12 oklepaj, v tem primeru 12, pol pa razčlenjeno število. Easy, čist easy. Upam, da vam je bil ta filmček všeč. Če vam je bil ga mogoče všečkite, ali pa mogoče se naročite na YouTube kanal Mata na Easy. Aha, pa spodaj v opis bom dal tudi par nalog, saj veste, vaja dela mojstra. Mogoče se naročite, ali pa tukaj, glavno, to je to, lepo se imejte. Čau!